Je pravzaprav tako prav, da se aktivno angažiram, to se je šele lani nekako razvilo, za leta 2021, ko me je sedajšnji predsednik društva Peršman, Markus, vprašal, če bi prišla tudi v odbor društva Peršman. Predtem pa moram povedati, da pravzaprav te aktivne vloge v društvu še nisem igrala, nisem imela. Sem pa seveda takrat muzej poznala, tako iz obiskov, ko sem prišla sem tudi muzej obiskati, ali pa tudi seveda to zgodbo se nekako pozna, pravzaprav, če si socializirana v tem okolju, v tem koroško-slovenskem okolju. Izobrazbi sem ljudskošolska učiteljica, se pravi, to je bil tudi en del moje izobrazbe, da smo se pač ukvarjali z to zgodovino dvojezične Koroške. Moja stara starša, na primer, sta bila deportirana, izseljena v taborišča Dachau in Frauenaurach, also babica Frauenaurach, dedek v Dachau. Se pravi, ta tema nekako izseljeništva, s tem tudi seveda tema upora, antifašističnega upora, ta je bila pri nas doma seveda vse skozi prezentna. In nekako se dobro spominjam, ko sem bila majhna, še otrok pravzaprav, sem te pesmi tako rada poslušala, čeprav nisem poznala, nisem vedela, zakaj se sploh gre v teh pesmih, teh uporniških pesmih. In sem jih doma rada enostavno na CD-playerju, tedaj v otroški sobi šoltala, čeprav nisem vedela prav, kaj tle poslušam. Nekako tak, to je moj prvi spomin, kako sem sploh prišla v stik s to tematiko. Ja. Za mene je bila to zelo lepa in zanimiva izkušnja lani, ko sem začela tako kot kustodinja biti tukaj na Peršmanu, ker so prišli ljudi iz raznih ozadij. Se pravi, so prišli ljudi, ki so se zavestno odločili, ki so hoteli zdaj priti sem na Peršman si to ogledati, ker so nekaj slišali o tem, ali so že večkrat bili tudi tukaj. Ampak so tudi deloma prišli ljudi, ki so slučajno pač tle mimo špancirali, hodili ali tudi deloma s kolesi. In te pogovori pravzaprav so mi bili zelo všeč, ker s temi ljudmi verjetno drugače nikoli ne bi prišla v stik. To delo tukaj je neke vrste, v nemščini bi rekel, geben und nehmen, se pravi, ti daš veliko svojega časa, veliko svojega prostega časa, ampak tudi dobiš zelo veliko znanja, dobiš veliko spoznanja tudi. In jaz moram reči, to zelo pozitivno vedno doživljam tukaj. Ja, pravzaprav vedno poskusim različne aspekte not spraviti, različne vidike. Se pravi, seveda zgodovina kraja, v prvi vrsti zgodovina družine, ampak skušam pač tudi povezavo spraviti notri do te bolj splošne kulture spominjanja na Koroškem. In ta kultura oziroma ta zgodovina dvojezične Koroške, to bi morala tudi bila nekako ena želja oziroma ena vizija za vnaprej, da bi se pač tudi na tem obmejnem območju nekako razvila taka ena spominska kultura, ki presega te meje. In da bi tudi ta kraj mora postal en kraj učenja, ne samo zdaj za nas koroške Slovence in Slovenke, ki smo itak verjetno zelo, po večini zelo informirani in se spoznamo na to tematiko, ampak da bi to postala tudi en kraj učenja za celo Koroško, celo Avstrijo in tudi seveda čez mejo Slovenijo. Kar bi si jaz želela za mlade ljudi, ki prihajajo tukaj gor, je enostavno to, da so senzibilizirani, da jih mi tudi v neko smer senzibiliziramo za to zgodovino, da se zanimajo, da se zavedajo tega ozadja. Da jih usmeriš v eno smer tega tudi mišljenja, demokratičnega mišljenja, antifašističnega mišljenja in da so tudi, se zavedajo enostavno njihove odgovornosti tudi kot bodoča generacija, ki bo
mora aktivna v najrazličnejših področjih civilnega življenja.